Lepo pozdravljeni v podcastu Zevo. Moj današnji gost ima v resnici zelo zanimiv poklicni življenjepis, če lahko temu tako rečem. Po eni strani pomaga ljudem razumeti njihovo glavo, občutke, razmišljanje in podobno, po drugi strani pa jih spravlja v smeh. Jure Jamnik, dobrodošel pri nas. Živijo, hvala za vabilo. Sem rekla na začetku poklicni življenjepis, zato ker seveda moje prepričanje, zmotno prepričanje je bilo seveda, da nekdo, ki je strokovno podkovan za to, da pomaga drugim ljudem v obliki psihoterapije in podobno, pa ne more potem biti tako zelo uspešen na TikToku, Instagramu in biti hudomušen in zraven še stand-up komik. Ampak evo, ti si živ dokaz. Mogoče sem dokaz, upal bi bolj trditi, da ni čisto sigurno, da to sploh gre skupaj. Jaz pač to nekako poskušam furati, ne vem pa, če je to iskreno najboljši recept. Zaenkrat nimam s tem težav, s kombiniranjem teh bolj zabavnih pa resnejših plati mojega življenja. Se mi je počasih tudi to mečkam zalomil, da se mi je mogoče kakšna stranka začela smejati v obraz, oziroma mogoče, da pri kateri nisem uspel doseči tiste resnosti, ki bi jo pa sicer za nek resen pogovor rabil. Pričakoval. Ja. Kako si se srečal z eno in drugo platjo svojega življenja? S psihologijo sem se srečal v bistvu zelo po naključju. V srednji šoli nekako malo nisem vedel, kam bi se dal, vse me zanimalo, pa nič me ni zanimalo. Bolj na nič me ni zanimalo. A si pol tudi bil eden izmed tistih, ki si gledal fakultete, ki je čim manj statistike, to je bil zelo tak zanimiv proces. Prav spomnim se tega momenta, ko je en sošolc čist na malci med šolo rekel, tlele pa nek zanimiv nov program, biopsihologija se ji reče, in jaz pa še en kolega, ki je bil tudi podobno zgubljen kot jaz, so tam rekli, psihologija je kar zanimiva, bio pa tudi zelo zanima, to ne bi bilo pa nekaj o možganih, pa o genetiki, pa neurokemija, pa tako. Pa mi, da na informativni dan sva šla, so naj prepričali in potem sva se takrat upisala in jaz sem se osebno takrat prvič tako zares s psihologijo srečal in nekako tudi zaljubil v to vedo. Sicer na začetku bolj v ta bio del, pa večkrat rečem, da sem potem ugotovil, da mogoče za ta bio sem malo preneumen, ker te možgani so res kompleksna stvar. Tako da sem to bio nekako na pol črtal, pa ostajam bolj pri neki klasični psihologiji. Zelo me pa zanima v bistvu to konkretno delo z ljudmi, terapevtsko delo, mogoče kakšne delavnice, da predvsem delo, kjer imam lahko direkten občutek oziroma vidim sadove svojega dela, če tako rečem. Zato, ker seveda lahko pri klientih hitro potem lahko tudi zaznaš napredek, kolikor so napredki in tako naprej. In je to verjetno tudi malo tvoja zmaga, ne? Ja, oboje je in zmaga in poraz lahko. Če vidiš, da stvari ne grejo naprej tako, kot si upal ali pa tako, kot si začrtal, hitro lahko začneš to osebno imeti, zelo si pa tudi osebno vesel nekih zmag, sploh če vidiš, da spremeniš ljudem življenje. Mislim, se ga ne spremeniš ti, ampak da si pri tem nekako pomagal oziroma podpiral, bil podpora pri tem. Usmerjal na nek način. Ne? Zdaj v tem studiu ti moram povedati iskreno, zelo velikokrat pridemo v zadnjem času na pogovor o terapevtski pomoči, o tem, da tudi zelo znani ljudje tukaj prosto govorijo o tem, da so si že kdaj v preteklosti pomagali s terapijo ali pa da jo še vedno obiskujejo in tako. In sama opažam, da tukaj smo naredili kar velike premike kot družba, a ne? Če rečeva, ne vem, mogoče 20-30 let nazaj, verjamem, da jih je tudi veliko obiskovalo, pa se o tem ni prav zelo na glas govorilo, oziroma kaj bojo pa drugi rekli, raj ne povejo. Ne? Danes pa se mi zdi, da smo ljudje, ki smo bili kdaj deležni terapiji, ali pa tisti, ki jih še vedno obiskujejo, da smo tako prej, temu je pa mar, ta pa poskrbi za to, da bi bilo drugače, in da mogoče celo tako malo s ponosom to danes povemo v primerjavi z 20 let nazaj.
Jaz mislim, da je to posledica tega, da se je začel govoriti o duševnem zdravju, da se javno o tem govori, da imamo ljudi, ki javno priznavajo, da imajo s tem težave in da je to zmeraj manj tabu. In če so tabu težave, potem tudi, oziroma če so manjši tabu težave, ki jih imamo, potem tudi iskanje pomoči za te težave ne predstavlja takega tabuja. En tak, mogoče malo kontratrend, ki ga jaz mogoče vidim, ampak to sem spet jaz, ker so moji možgani narejeni, tako da vidim slabe stvari. A prej kot dobre? Definitivno. To je eden od razlogov, zakaj verjetno sem ratal komik. Je to, da se pa za marsikaj znamo zaplesti v neke terapije, kar mogoče niti ni vredno terapije, oziroma terapija ne bi bila za to potrebna. Velikokrat, oziroma se začel vzamem besede nazaj, terapija verjetno nikoli ne škodi. Če pa nimamo na drugi strani nekega profesionalnega sogovornika, ki zna reči, to je zdaj pa dost, jaz mislim, da je s tabo vse ok, da ne rabiš ti terapije, ampak da si moraš neke stvari zrihtati v življenju. Včasih stvari niso težava v psihi, ampak je težava v življenju. Se morajo stvari okrog tebe spremeniti, zato da ti lahko narediš kakšen korak naprej. Seveda nisi sam pasivni akter v tem. Poznam pa ljudi, pa tudi k meni so prišli ljudje, ki so dali to breme z mano, je nekaj hudo narobe in jaz moram ta hudo narobe identificirati in najdeti in pozdraviti. Pa sem bil že parkrat v vlogi, da sem rekel, jaz mislim, da ste ok, pa da ste mogoče v zelo toksičnih odnosih, da ste v službi, ki vas ne zapolni, da ste mogoče sprejeli neke napačne odločitve. In ne toliko iskati nekega grešnega kozla v sebi. Mogoče včasih imamo enostavno smolo s stvarmi, ki se okrog nas dogajajo. In pri tem je tudi treba mečkam paziti, oziroma mora biti psiholog, terapevt tisti, ki zna to prepoznati pa na to opozoriti. Ja, da ni potem, da se vlečejo te terapije v nedogled, zato da je konec koncev zaslužek. Zaslužek. To je treba biti iskren. Ratala psihoterapija, psihološka pomoč tudi en velik biznis, tudi malo zato, kako so te stvari pri nas urejene, zastavljene. In ja, če rečeš, ti mene ne rabiš, ali pa jaz nisem pravi zate, nekako pluneš v lastno skledo, si odbijaš od dobička, ampak če delaš to s pravim namenom, moraš, mislim, tudi to znati narediti. Moralno greš pa lažje spat, verjetno, ne? Jaz sem tak, na drugačen način ne bi znal funkcionirati. Verjetno pa so tudi ljudje, ki nimajo težav z drugo potjo. Ja. Zdaj bova kar malo še ostala pri tej strokovni plati, ker se mi zdi, da me enako zanima kot tista ta bolj sproščena. V zadnjem času se mi zdi, da je zelo pogosto lahko videno ali na socialnih omrežjih ali pač kjerkoli na spletu prebrati izgorelost na eni strani, na drugi strani pa narcisioidnost oziroma narcisi. Tako se mi zdi, da družba kar naenkrat zelo glasno poudarja, kako je imeti v bližini osebo, ki je narcis in kakšne so neke, ne vem, bom rekla, zakonitosti, ki jih taka oseba ima in tako naprej. In da se mogoče, to je zgolj moje mnenje, kar hitro nekoga lahko na podlagi parih stvari, navad, kakorkoli mu da neko nalepko. Jaz sem pa to zdaj vse prebrala na spletu, jaz pa vem, jaz sem pa zdaj ugotovila, on je sigurno narcis in to pa zdaj konc sveta, jaz pa zdaj moram iti od njega stran. Še prej grem pa Juretu na terapije, da mi pa on potrdi, da je moj mož, partner, mama, oče, kdorkoli res narcis. Koliko je tega res? Koliko me občutek vara? Definitivno se mi to že zgodilo, da so pač ljudje prišli z neko diagnozo, ki so jo dali ali partnerju, ali šefu, ali nekomu, zaradi katerega so imeli težave. Včasih sem se s to diagnozo delovno nekako strinjal, pa sem lahko opažal te vzorce, pa je bilo v bistvu zelo zdravilno, da so te ljudje prepoznali svojo vlogo oziroma prepoznali vzorce in je bil to, ta je pa zdaj neka nalepka. Je bilo to lahko eden od korakov, da se odlepijo stran od tega, oziroma nalepka, odlepijo. Včasih je pa to pač preveč poenostavljeno in so te neke diagnoze lahko tudi malo moderne, malo seksi. Nekaj se dobro sliši, da je nekdo psihopat, nas vse
vsak se obrne, psihopat, to me zanima. Uboga ti ali pa ubogi on. Ne? Tako. Tako da ja, za neko resno diagnostiko ene osebnostne motnje pa morajo biti ljudje zelo izobraženi, natrenirani, imeti izkušnje s tem, imeti veliko znanja, tako da s takimi nalepkami operirati na hojladri je majčkeno mogoče riskantno. Se sicer v terapevtskem smislu velikokrat uporabljajo neke nalepke, ki so posplošene, ki so poenostavljene, zato da določene stvari lažje razumemo. Tako kot, ne vem, če bi, ko grem jaz k avto peljati k mehaniku, mi tudi mora na zelo simpel povedati, kaj se tam noter dogaja, pa kaj mi bo zamenjal. Na podoben način jaz tudi gledam, da z nekom, ki nima nekega širokega znanja psihologije, psihoterapije, je treba neke stvari mogoče poenostaviti, združiti, poimenovati. Pri tem pa ne smeš biti preveč splošen oziroma delati nekih zaključkov ali pa biti preveč premočne pike na koncu stavka narediti. Zmeraj treba pustiti prostor za spremembe. Pri izgorelosti tudi, se mi zdi, da je tega res v zadnjem obdobju zelo veliko. Sploh z zelo uspešnimi ljudmi. Praktično se mi zdi, da skoraj vsakega, ki tukaj gostim, da omeni, da je v enem delu svojega življenja šel čez to izgorelost, ali v takšni hudi obliki, ali pa pač v neki blažji. In tudi velikrat že lahko slišimo kakšne komentarje, zdaj pa že kar vsak izgorel. Kar verjamem, da tudi ni čisto vsak izgorel, ampak po drugi strani je pa tempo življenja tudi takšen, da je tega res več, kot je bilo včasih. Zdaj, če sem prav razumel, če hočem biti za ta podcast, moram tudi povedati, da sem bil. Mislim, da sem bil tam nekje po robu, sem že hodil oziroma trenutno hodim. Sej, po mojem smo na neki točki v svojem življenju vsi že kdaj bili na spet nekem robu. Spet je s to diagnostiko izgorelosti mora to narediti nek strokovnjak po enem temeljitem pogovoru. Ampak čakaj, oprosti, zdaj te bom prekinila. Kako hodiš po robu? Se si lahko pomagaš sam, ne moreš? Ne. Mislim, mogoče sem zato še kar na robu, da nisem šel še čez. Z diagnostiko česarkoli, depresivnosti, anksioznosti, če želimo biti sigurni, da je to, kar nas matra, mora to postaviti ustrezen strokovnjak. Je pa, jaz vidim to popularnost izgorelosti z večjih vidikov. Več se o tem govori, manj je to tabu, o tem prej spregovorimo, prej se tega zavedamo. Ena stvar je gotovo to, da je izgorelost precej povezana z občutkom smisla, s tem, da delam neke stvari, ki me ne napolnijo, za katere ne vidim končnega rezultata. To je en tak zelo dober recept za izgorelost. Veliko takih stvari, ki nikamor ne pripeljejo, pa ki se nikoli ne zaključijo. Konstanten občutek neke obremenitve, pa nobenih rezultatov. In zdaj vsi rinemo v neke take kariere ali pa v take življenja. Tretja stvar, ki je pa meni z tega bolj strokovnega vidika zanimiva, je pa to, da obstaja kar ena velika masa raziskav, ki trdi, oziroma ljudi, ki zagovarjajo idejo, da je izgorelost v bistvu enako kot depresija. Se pravi, če testiramo ljudi z vprašalniki za izgorelost, pa z vprašalniki za depresivnost, ti rezultati zelo korelirajo. V bistvu so točke toliko povezane, oziroma ko se ena ali pa druga stvar zdravi, se na obeh vprašalnikih tudi te točke znižujejo na tak način, da bi lahko nekateri trdijo, da bi šlo lahko za enak pojav. In obstajajo neki strokovnjaki, ki trdijo, da je v bistvu izgorelost majhen umetno narejen izraz, ki je to diagnozo naredil majčkeno bolj popularno. Tako da več razlogov je za tem. V bistvu pa niti ni toliko važno, zdaj kaj pravijo strokovnjaki, bolj je važno, kako se jaz počutim. Zdaj se temu reče depresija, se reče izgorelost, če se jaz počutim za mi nič kaj dosti ne pomaga. Tako da se mi zdi, da vsak, ki se ne počuti v svoji koži, ga je treba resno jemati. In zdaj bom tukaj si dovolila spet vzeti besedo, rekel si, ki se ne počuti dobro, ga je treba resno jemati. To duševno zdravje kot takšno v zadnjem obdobju lahko tudi velikokrat slišimo, ko pride do raznih
samomorov, pa sej ni nič kazal, nič ni bilo narobe z njim, nikoli ni nobenemu nič povedal, da ga kaj, ne vem, matra in tako naprej, ne. Mislim, zmotno je prepričana, da bojo takšni ljudje tekli po ulici in klicali na pomoč, ne počutim se dobro, ne. Pa če bi zdaj mogoče, se pravim, zdaj sva šla res najprej v to tvojo strokovno plat, ampak se mi zdi vseeno fajn, da sva tudi malo mogoče izobraževalna, poučna. Kaj bi rekel, da so tisti neki opozorilni znaki, če lahko tako rečem, da smo pri posamezniku lahko mogoče pozorni, da jih zaznamo, da jih vidimo, da jih ne spregledamo, a sploh obstajajo? Obstajajo in načeloma velja prepričanje, da večina ljudi preden naredi samomor oziroma ko začne razmišljati o samomoru, to na nek način izrazi. Poznamo tudi več nekih globine te samomorilnosti oziroma ogroženosti za to, da bo oseba naredila samomor, od nekih bežnih misli, se pravi, jaz bi pa kar raje zaspal, meni se pa ne da več živeti, jaz bi pa nekam šel, pa ne bi prišel več nazaj. Mogoče neke misli, ki so nas že vse doletele v določenih fazah, pa do nekega končnega samomora, kjer pa človek dejansko naredi dejanje, da se ubije, da umori samega sebe. In to je nek proces. In ta proces običajno pomeni, da je ta stvar dalj časa trajajoča. In tle je običajno to na nek način dobra novica, ker tukaj noter, če je stvar dalj časa trajajoča, pomeni, da imamo mogoče možnost to zaznati in na nek način preprečiti. In samomor je ena od teh smrti, ki se jih da preprečiti. To, recimo, izraz se ljudje, ki govorijo o samomoru, tega sigurno ne bojo naredili, ne? Pes, ki laje, ne grize, v tem smislu. To je zelo nevarno prepričanje, ki velikrat onemogoči to, da bi prepoznali, kdo je ogrožen in mu ponudili ali pa pomagali pri pomoči. In ja, poznamo več znakov in so v bistvu, tako v splošnem bi lahko rekli, da so verbalni znaki pa vedenski znaki. Verbalni so to, da jaz rečem, jaz se bom ubil ali pa nočem več živeti, vsega imam dosti, vse je brez veze, da rečem, da vprašam, a bi me kaj pogrešalo, če mene ne bi bilo. Se pravi, glasovno artikuliram to svoje razmišljanje o smrti, lahko so pa to vedenski, da pokličem starega prijatelja, pa se mu upravičim za nekaj, kar mogoče neko staro zamero želim razpucati. Ali pa da napišemo poroko. Ali pa da se na druge načine želim posloviti oziroma pripravljati na to, zrihtam finance, zrihtam dedovanja, zrihtam stvari, da za sabo ne pustim nek kaos, ampak da grem nekako za sabo pustim nek približen red. In to so vse lahko opozorilni znaki. Evidenski, tak je zelo jasni, če jih opazimo, so tudi to, da si zrihtamo sredstva, da bomo to naredili zdaj, orožje, karkoli, da iščemo informacije o tem, kako se to naredi, knjige, internet, tako naprej. Se pravi, opozorilnih znakov, načeloma opozorilni znaki so in lahko to razumemo, da gre to za nek klic na pomoč in če to zaznamo, mogoče v enem majhnem procentu gre to za neko manipulacijo, ampak je ta procent toliko majhen oziroma toliko prevelika škoda je, če falimo, da moramo tudi mogoče manipulacijo vzeti. Bolj, da jo vzamemo resno. Tako da, ja, cilj oziroma edini način, kako nam bodo pa ljudje zaupali, da bomo lahko ocenili, koliko ogroženi so ljudje glede tega, da si bodo kaj naredili, pa da jih vprašamo, pa da nam povejo. Zato je zelo pomemben se ne bati ljudi vprašati, a razmišljaš o tem, da bi si kaj naredil, a si razmišljal o samomoru. S tem, to je tudi napačno prepričanje, da bomo ljudje spodbudili k temu. Ja. Večina ljudi takrat čuti neko olajšanje, končno je nekomu mar, končno sem nekomu pomemben. Ker verjetno gre takrat, prevladuje ravno to, ne? Ja, to, da nisem... Nobenu ni mar, nisem dovolj dober. To so temeljni občutki za to, da začnejo ljudje o tem razmišljati, da z nekom niso povezani, da čutijo nek brezup, da ni nekega smisla. Če pa mi uspemo s človekom vzpostaviti nek pristen odnos, pa imamo mogoče možnost posežiti nekje tam vmes, kaj od tega zaznati,
in potem ukrepati. In dobro je razmišljati, ljudje si običajno ne želijo umreti, želijo si samo nehati trpeti in smrt vidijo kot en od načinov, kako to trpljenje ustaviti. Ker je bolečina večja oziroma za njih prevelika v primerjavi s končanjem življenja. Ok, zajadrala sva tja, kamor nisem pričakala. Ja, tudi jaz ne. Si rekla, komiksi, pridi se zabavati na moj podcast. Okay. To so zelo pomembne teme. Zdi se mi vseeno tudi prav, no, da se tudi, veš, zato sem prej rekla zmotno prepričanje, da to dvoje ne gre skupaj, torej te dve tvoji poklicni poti, zaradi tega, ker se mi zdi pa v tvojem primeru, tako jaz to doživljam in vidim, pa zelo dober, zato ker te v bistvu zaradi tega tvojega humorističnega dela seveda spremljajo, sledijo mladi, tudi mladi, in če njim lahko morda kdaj potem na kakšnem takšnem pogovoru daš še tudi kaj bolj strokovnega zraven, se mi zdi, da je to zelo dobro, da gre za v bistvu tudi malo za se strinjam. Se mi zdi, da tudi premalo mogoče zaenkrat izkoriščam to svojo prepoznavnost za humor, pa dejansko razmišljam, kaj pa bi lahko, vse fajn je, da se smejimo. Ker verjetno bi lahko, dejansko si predstavljam, bile, no, mogoče ti zdaj nek poslovni tvoj model, ki si ga sam že razvil, pa ga bom zdaj razkrila. Ampak, veš, tako zdi se mi, da pač mladi so jim morda takšne teme, ki sva jih midva zdaj odprla, pretežke, ali pa da je kam to zdaj jaz poslušal, govorimo, ne vem, 13-14 letnikih, ker so mogoče glih v tisti fazi najhujše pubertete in tako. Če pa je to na nek hudomušen način oziroma s humorjem prepletena delavnica, predavanje, kakorkoli, je pa verjetno pozornost povsem drugačna. No? To se mi zdi, da to dvoje skupaj mogoče pije zelo dobro vodo. Zelo dobro. Sam povem, bova pol naredila poslovni model. Pejva zdaj midva k tej drugi plati. A si od nekdaj bil že zabaven, duhovit, si zapolnil prostor, kamorkoli si prišel? Pa ja, se mi zdi, da sem bil kar ta tip, otrok tudi, ki se je zmeraj zelo veliko smejal, ki je rad imel nastopanje, oziroma ki je rad druge zabavo. No. Tako da ja, od vedno imam nekako tudi težave malo s tem, da sem sploh v tem šolskem okolju bilo to, pogosto ni bil ta prav prostor za te moje ideje, za moje nastope, tam sem pač prišel večkrat navzkriž s pravili. Tako da ja, humor je me dolg časa spremljal, tudi se mi zdi, tako ljudje pravijo, da sem to po fotru nekako podelil, to veselje do humorja, se mi zdi, da tudi ja, dejansko fotor je tak zabaven tip, ki je znal tudi vedno, ne vem, nasmejati moje kolege, pa ne vem, v srednji šoli, ki smo bili pri nas, je bil pač ta fotor, tvoj fotor je pa zmeraj, je pa faca, je pa cool, tako da nekaj dobrega sem pa lepo ne se hecam. Tako da ja, sem očitno to malo podedoval. Je pa, ni pa nujno, da je to dost za to, da znaš komedijo nekam zapakirati. Je pa treba v komediji se tudi mečkan piliti oziroma spoznavati neke principe komedije, ker je kar velika razlika od tega, da tebe nekaj švasa, pa da te nekaj zabava z unimi 3 prijatelji, ki jim je itak vse smešen, pa do tega, da poje nekaj narediš, pa greš na oder, pa to poveš, pa da nasmejiš koga drugega. To je pa kar tak velik preskok. Koliko ti pri tem psihologija lahko pomaga? Ja, psihologija humorja sicer obstaja, pa je psihologom kar jasno, zakaj se ljudje smejimo, kaj so tisti triggerji, kaj načeloma funkcionira, ampak v praksi nisem jaz nikoli štartal iz tega vidika, nikoli nisem zdaj imel neke šale, pa rekel, zdaj kot psiholog pa vem, da moram narediti to, pa bo to užgal, ampak je to neka, se mi zdi bolj taka umetniška stvar, kjer ne smeš biti preveč, ne smeš, ali oziroma jaz niti ne morem biti zelo analitičen. Rekel si nekje v enem pogovoru, sem zasledila, če ljudi boli, nekaj delam prav.
v kontekstu humorja. Tako, v smislu humorja, absolutno. Bolj se je to nanašalo, hvala za tale popravek, v smislu tvojih skečev, v smislu objav, ki jih daješ in tako. In priznam, da sem se tukaj majčkeno ustavila, ko sem to prebrala, prebrala. In sem si tako rekla, če ljudi boli, nekaj delam prav. Vem, kaj si s tem hotel povedati, v smislu, da pač, če se ljudje v tej nekem skeču, v šali prepoznajo, pomeni, da je to tudi mal, si zadev žebljico na glavico, ali kako radi rečemo. Jaz sem pa pol tako samo malo razmišljala naprej, da čist vsaka stvar, zdaj pa ne bom našla čisto pravih besed, da ti to opišem, kaj mi je šlo čez glavo, ampak v smislu... Vsaka stvar ne boli? Ne, ampak bolj, da je tanka meja med tem, če zaboli, pa da je tudi smešno, ali pa če samo zaboli. Ne razumeš, kaj hočem čisto povedati s tem, se pravi, da pa vendarle ni tako, da zdaj pa jaz te lahko rečem glih karkoli, pod pretvezo, sej to bo smešen. Absolutno ne. Kje je ta meja, ta tanke meja, ki je lahko zelo tanka? Če želiš delati res dober humor, moraš res hoditi po meji. Se pravi, a bo zdaj totalno zabolelo, sam nikoli ne sme čist preveč zaboleti. Se pravi, moraš iti po meji, ampak biti trdno gor. Zelo enostavno je pa iti čez to mejo. Zelo enostavno je tudi recimo črni humor, po mojem mnenju, je zelo malo dobrega črnega humorja. Zakaj je punčka padla z gujsence? Zato, ker ni imela rok. Se je na nek način to... Vse se lahko smeješ. Ne, smejim se. Sem jaz tudi psihopat, vse v redu. Smejim se zdaj zaradi tega, ker točno vem, kaj misliš, ker pač črn humor je že sam po sebi tak, da dejansko dobiš točno tak odziv. Se pravi, smejal bi se, pa se ne bom, pa tako naprej. Črn humor je velikrat, tudi sem videl pri nas na večer črnega humorja, ni dejansko toliko, ljudje se ne smejijo, so bolj šokirani. A je zdaj nekdo to res rekel? In velikrat je ta smeh tudi iz neke neprijetnosti oziroma iz tega, da se pričakuje, da se bom tej neki fori smejal. Črn humor, ta prav, tak, po mojem mnenju, mora biti na nek način zdravilen. Moraš ne zdaj samo, punčka je padla z gujsence, ni imela rok. Zakaj to govoriš? Kaj je tukaj zdaj bistvo? Kaj smo mesti iz tega naučil? Razen da punčke ne smeš same dati. Ne razvij, zdaj še naprej. Sorry. Kva sem hodil? Rdeča nit. Dober črn humor mora, se mi zdi, odpirati teme, ki so mogoče vsem boleče, pa na ta pravi strani pa iti ven. Da se vsi se znamo pohecati z bolezni, z tragedij, z stvari, ki nam načeloma niso smešne, ampak skozi humor se nam to malo približa, se malo sprostimo glede tega, pa mogoče na koncu dobimo malo drugačen pogled, se malo distanciramo, malo sprostimo. Zdaj samo šok oziroma samo žaljenje je pa ni humor. In veliko tudi tako agresivnosti se zapakira, meham bolj pasivno nekaj užalam, ne sem se samo hecal. Ne razumeš heca, ne? Užalil si me, pa ni smešen. Oziroma, potem se ne znaš hecati. In to je tudi dejstvo, da včasih to ljudje namenoma žalijo in zapakirajo v hec. Velika večina ljudi ima pa, takih ima pa težavo s tem, da se dejansko ne zna hecati, ker mogoče biti zabaven ni toliko enostaven, kot bi si ljudje želeli. In zdaj malo je smisel za humor, ki ga ali imaš ali ga nimaš, malo je pa velik del je pa tega, da se to tudi nekako priučiš, da to rata neka socialna veščina, ko jo lahko osvojiš. Koliko trdega dela je v zadnji, recimo za, pripravo kakšnega skeča, ki ga potem lahko vidimo na tvojih socialnih omrežjih? Kaj bi boljš vtis naredil, da bi rekel, da je ful dela, da neč? Kakor češ. Več kot ga je, slabše je, pri meni vidim. Tako, en tak zelo, zdaj sem šel čist kontra temu, kar sem ti zdaj govoril 20 minut. Ene stvari pri humorju je, lahko neke stvari delaš na silo, jih preračunaš, se usedeš in nekaj pišeš.
Včasih pa te dobre stvari pa običajno nisem sicer religiozen, ampak je pa to tako, tudi več komikov sem tujih poslušal, ko so rekli, da je to neka taka religiozna izkušnja, da pač nekaj pride k tebi. Dobiš neko idejo, te pogodi in je tam. In se ne moreš znebiti in imaš to potrebo, jaz to moram to dati. Ja. To je eden od razlogov, jaz nisem šel snemati to, ker bi imel željo, jaz pa želim, da ljudje mene lajkajo ali pa ne vem, kaj bi bil lahko motiv. Moja želja je bila, oziroma moja ta potreba je bila, ker sem bil glih v enem takem času, ker nisem imel nekih nastopov, imel sem pa en kup enih bedarij, ki so mi šle po glavi. Mogoče je to en dober način, kako jaz to zdaj poskušam dati ven iz sebe. In sem pač očitno najdel nek ta prav način, da je to všeč tudi ljudem. Da je ratelj zelo viralno. TikTok je bil, se mi zdi, da na TikToku je to zelo na hitro. Ja, TikTok, Instagram. Zraslo in kar naenkrat smo dejansko dobivali lahko zasebna sporočila tvoje rile, da je pogled to, in tako naprej. In tako kot si rekel, ja, verjetno si bil ta prav trenutek na pravem času, ampak vseeno se mi pa zdi, da si tako en mal tak svež veter spet prinesel, zato ker Slovenija je pač majhna, kakorkoli obrneva, čudovita, ampak majhna in tudi komikov, če greš kdaj na par nastopov, vsej bolj kot ne se eni in isti ljudje, tudi malo že tudi obiskovalci, že malo tudi vemo, kaj od koga lahko pričakujemo in tako naprej. In pol je fajn, kakšen svež veter spet pride, ne? Ampak tvoja pot vendarle ni tako zelo sveža. Jure ni nekdo, ki nastopa eno leto. Ja, drži. Z obemi stvarmi se strinjam. Zdaj v Sloveniji je pač par teh heavy hitterjev, teh ljudi, ki jih vsi poznamo, pa ki omeniš, vsi vemo, kdo to so. Nas je pa nekaj teh mogoče manj znanih, novejših, ki pa iščemo, ker nam pa se mi zdi, tudi po svetu vidim, je socialno omrežje nek vstop v ta svet ali pa dostop do ljudi, če nimaš sredstev oziroma dostopa do, ne vem, dvoran, stadionov, špilov, gigov, pa potem poskušaš to narediti čez socialna omrežja. Drugo vprašanje sem pa pozabil. Drugo vprašanje je bilo pa ta svež veter v smislu, da pri določenih že vemo, kaj lahko... Pa da nisem od včeraj, pa da nisi od eno leto nazaj prišel na oder. Dolg časa to delam, nikoli pa nisem to delal tako zelo javno mogoče. Sem marsikaj že nastopal, delal stand-up, jaz sem več izkušnjo v bistvu v impro gledališču, se pravi gledališču, kjer delaš neke prizore brez vnaprej pripravljenega scenarija. Najprej sem se v to zaljubil, kasneje potem v stand-up, tako da kar nekaj časa to že ustvarjam, ponovadi v okviru ali s kom ali s kakšnim kolektivom. Zdaj ja, v zadnjem obdobju pa bolj stvar naključja, da sem tudi sam neke stvari porinil naprej, pa da so me pripeljale do tega, da me določeni ljudje poznajo. Spremljajo in se redno lahko nasmejimo. Zanima me, a si kdaj ali pa kdaj si bil nazadnje najbolj tako presenečen nad odzivom nekega skeča, ki si ga recimo objavil, pa si res nisi mislil, da bo pa ta pa zdaj toliko viralen. Ali pa kontra, ja, da si pričakoval več. Sem bil oziroma v bistvu sem zelo presenečen, ker imam zmeraj občutek majhen, a sem mogoče samo jaz to opazil. Danes sem objavil zjutraj nek skeč. Videla sem ga od tem, da ne sprašuj na sliki, a ta? To, ja, v tem smislu. Ja. Od mojega brata, žene, od njega. Sam ne vprašati, kdo je pa to, ne? Ja, ker potem dobiš zmeraj neko to. Klobaso informacij. To proceduro in od spod dobim in zmeraj sem to, to mi gre meni na živce pri moji familiji že odkar se zavedam, 35 let. Pa sem tako, a to vsi doživljamo in pa dobim, a imamo mi vsi isto familijo, vsi živimo isto življenje. To dobim v komentarjih, se pravi, so ljudje to prepoznali. Tako da... Tako kot pri babicah nikoli dovolj ne pojemo, recimo. Ne? Definitivno. Zdaj, poskušam se izogibati, jasno mi je, kaj so te neke skupne izkušnje vseh,
in ene so ratele že nekako kliše. Vsi o teh govorimo. Recimo babica, da je drugače boš presuh. Evo, jaz je nisem upošteval. Dovolj poslušal? Sorry, mama. Zelo dobro kuhaš, ampak pač. Linija je linija. Linija je linija. Drugi časi so zdaj malo. Tako da ja, jaz poskušam nemogoče štartati na ta kliše, tako je bil že 1000krat prežvečen. To je ena od stvari, težav komedije, ena od stvari, na katere moraš pomisliti. A pa sploh še lahko. A kaj novega pogruntaš? Ja. Ja, lahko. Se mi zdi, da lahko. Se mi zdi, da glih zato se meni ljudje pišejo, to si pa na nek drugačen način. Itak so moški, ženske, seks, otroci, služba, šefi, to so te neke zimzelene teme. Zdaj, kaj bo pa ta tvoj kot, ki ga boš ubral, ta pa mora biti unikaten, drugače si pa pač kopija. In to je največji proces, se mi zdi, komika, da najdeš ta svoj način, svoj glas, kako to povedati. A se to lahko reče tudi, da je to nek stil? A se to tudi po stilih, kaj pač ta stvar je meni vseeno toliko tuja in ne domača, da niti ne vem, ampak se mi zdi, da tako, ko vas spremljam, da vseeno, da so neki stili, ki jih lahko, ne bom rekla prepoznaš, ampak da ti ne boš nikoli, ne vem, imel način, kot ga ima nekdo drug, samo zato, da boš smešen. Ja, lahko ga imam, ampak ne vem, če mi bo pasal. Ne bo tvoj, ne? In velik del tega procesa, recimo komika, stand-up komika, je to, da najdeš ta svoj glas. Tako se to uporablja. Nikoli se nisem prav, kaj se to točno pomeni, ampak se mi zdi, to je to, da znaš stvari, procesi od tega, da imam jaz v glavi eno idejo, neko opažanje, moja mat vsakič, ko jaz nekaj vprašam, začne govoriti o nekih zadevah na dolgo in široko in na koncu se vsi skregamo, to sem jaz opazil. Kako pa jaz zdaj to povedal, oziroma kakšen jaz ob tem bom, kakšen bo moj nastop ob tem, to je pa zdaj ta moj glas. In lahko to načeloma te malo poskušaš se sam izoblikovati, verjetno glede na to, kakšni komiki so ti všeč, pa verjetno ne vede, mečkan kopiraš, mečkan jemlješ, gradiš nekaj, zgradite pa tudi feedback publike, ker običajno nekaj napišeš, nekaj greš nastopati in na nekaj dobiš odziv, na nekaj ne dobiš odziva. A moram biti jaz bolj čustveno angažiran, se moram bolj dreti, a moram to poti govoriti, a moram delati pauze tukaj, a moram govoriti v narečju, ali moram govoriti v neki knjižni slovenščini, ali moram... Vse te stvari testiraš, jih probavaš, veliko tudi delaš napake ali pa jih nenamerno rečeš, pa vidiš, to je užgal, to ni užgal in s tem se nekako izoblikuješ. In tako neko na oko pravilo je, da rabiš kar nekih 10 let nastopanja, da se kot komik izoblikuješ in da si potem nek ta tip, ki stop na oder in ljudje ob vsakem tvojem stavku crknejo od smeha, ker si toliko enoten, toliko si da ni stabilen. Tega vmes. A se razlikuje kaj, kjer del Slovenije recimo imaš nastop, da ne vem, recimo na Gorenjskem se ful bolj smejijo tem foram, medtem ko prek Murju ne grejo čez in tako naprej. A se to kdaj kaj zaznal, da je kakšna razlika? Težko bi rekel, da so take razlike. Bolj je tudi zanimivo, da lahko neke fore povsod užgejo, pa potem nekje užgejo, nekje ne. To je zmer fascinantno in nikoli točno ne veš, zakaj. A pa je takrat, ko ne užge, a jo opustiš? Če imaš material, se pravi, jaz začnem in vidim, soba ne bo kupila zdaj te punčke na gujsanci ali kakorkoli, črni humor, ali pa sem hotel, ne vem, v to smer zapeljati in to ne gre. Mogoče je, če imaš material, je smiselno, običajno komiki tako naredimo, malo zabren za ta material, probati nekaj drugega, to mi pa bolj všeč, da bom potem to počel. Tako. In to med nastopom probaš že zregulirati? Probaš zregulirati, če imaš, če se spomniš, če ti pride na pamet. Včasih, če je nek specifičen dogodek, kjer so te najeli, da moderiraš, da zabavaš ljudi, ti imaš pa napisan material za to, tam težko potem vlečeš. Oziroma, ker moraš biti v tistih smernicah. Kvadratu noter. Tako da, je
lahko zelo nagrajujoče, ko se ti ljudje smejijo, pa zelo je grozen, ko se ti ne. A kakšen pa je to občutek, ko pač pa poveš? A je grozen? Mislim, grozen. Tudi se ga navadaš. Tudi je, ne jemlješ več tega toliko osebno, se mi zdi. Ker vidiš, da se to vsem dogaja. Ker greš na stop z nekimi dobrimi komiki, pa rečeš, fuck, ti za to plačam. Se že bil z ljudmi, ki so pač dobro plačani, pa ki veljajo za imena, pa si mislim, Jezus Kristus, to ni bilo dobro. Ampak ne da material ni bil dober, ne da da komik ni bil dober, ampak enostavno tisto večer ali pa publika ni zagrabila. Tista publika ni zagrabila, ni bilo, neki se ni poklopili in je okus tak, kot ena mlačna župa. Čeprav veš, da ta človek je lahko v neki drugi dvorani ali pa nekje zelo dober. Tako da ja, naučiš se, da je to pač del igre, dobiš malo debelejšo kožo in to je recimo ena od stvari, s katero se ukvarjam, je tudi učenje javnega nastopanja, recimo. To poskušam ljudi pripraviti na to oziroma jim dopovedati, mogoče tudi s kakšno zgodbo s tem, da povem, da se to meni dogaja, da ne biti preveč kritičen do sebe, da velikokrat je pa tudi tako, dobimo napačen občutek, kaj si ljudje... To sem ti hotela reči, ker ta stvar nama pa je skupna, ker sama počnem isto in velikokrat zelo pomaga ljudem, ki pridejo po neko pomoč ali pa dodatno izobraževanje na to temo, ko ugotovijo, da občutek, ki ga oni imajo po nastopu, ni vedno dejansko kakršnega so ga pustili pri ljudeh. Zelo pogosto. Ja. Mislim, ponavadi je to čist kontra. Ne? Ja, in moramo to ločiti. Ne? In fajn je neka ta mentalna predpriprava, na kateri so, jaz bom zdaj stopil na oder in to bo tako kot TED Talk, ki sem ga jaz gledal 10 let nazaj, kjer ljudje norijo od tega, kar vam jaz zapovedati. Govoril bom pa o neki statistiki tam. In dejstvo je, ljudje lahko jim je zelo zanimivo, pa da pač, sploh če so sfokusirani, to so resni obrazi, ki ne bojo dal nič. In to te ne sme zmesti. Ja, in te občutki dejansko tudi vmes, ne? Se mi zdi, da tako kot si rekel, te ne sme zmesti, še vedno je pa zelo velikrat to, da potem namesto, da bi človek, ko nastopa ali pa bil na odru, se fokusiral na to, kar si je on želel njim povedati, se pol fokusirajo na te obraze, a ne? V smislu, lej, nisem v redu, joj, lej, kaj pa zdaj, a ne? Zdaj pa si misli, da ne grem čim prej dol. On pa mogoče res sam je padel noter v temo in ne daje nobenega feedbacka. Ali pa ga sploh nasplošno nikoli ne da. Mogoče ima pa skozi nek tak poker face. Ne? Pa skoraj vedno se pa da nekoga najdeti noter, ki se mu pa da razlagati. Se običajno predavaš, razlagaš 3 ljudem tam. In tudi jaz nastopam zmeraj 3 tistim, ki vidim, da da so najbolj s tabo, ne? Ja, in se upreš na tisto, kar te potegne naprej. Tako da ja, tudi jaz veliko dobim povratno informacijo, imam občutek totalno mrzla publika, nič se ne dogaja, potem pa zelo smo se smejali. Nismo se smejali, zelo nam je bilo smešen, dobro smo se imeli, da best je bilo. Ampak ljudje včasih se, recimo čisto v enem lokalu smo enkrat imeli 2 nastopa v zaporednih dneh in smo večkrat eksperimentirali z lučmi in smo ugotovili, da en dan smo bili res dobri nastopajoči, pa je bila publika zelo mrzla, zelo malo smeha je bilo in smo pa razmišljali, kaj bi lahko bilo in smo ugotovili, mogoče so luči večkrat preveč požgane, ljudje so se preveč videli, mogoče se niso sprostili in smo res naslednji večer identičen material do pike, enako smo ga skoraj da povedali, s tem, da smo zatemnili celotno sceno in so se ljudje bistveno bolj smejali. In je tudi malo te skupinske psihologije pri smehu. Včasih v pozitivno, včasih v negativno smer. Če ti ljudi ne kupaš v prvih sekundah in se nekdo ne začne na glas smejati, bo ratala norma, očitno samo poslušamo in se ne smejimo. In tudi, če mi je ful všeč, pač noben se ne smeje. Očitno se ne smejemo, in se smeješ mogoče kje noter. Zdaj, da imaš ko je to fajn poslušati, ko je fajn. Če imaš drugačno dinamiko, pa se ljudje smejijo na glas, izrazijo to, kar čutijo, imaš lahko zelo tak smejoč večer. Sploh, če imaš pred sabo kakšnega, ki ima zelo
zabaven smeh in se zelo glasno smeje. Se mi zdi, da vsak komik bi si želel enega tazga imeti v, okay. Ja, dvorezen meč. Včasih je to. Ta potegne, včasih res, ja. Včasih je potegne ljudi. Lahko je pa že preveč. Lahko je pa moteče in jaz sem parkrat videl, da ljudje z nekim izrazitim smehom, potem ta smeh, zdaj pa to moj moment, jaz imam pa ta smeh, zdaj pa jaz. Zablestev bolj kot tu na odru. Zablestev in potem rata ta smeh predstava za tega človeka, ker se v njemu smejijo in to mu rata fajn. In enkrat, dvakrat je če ti pa nekdo 60 minut karkoli dela, piska, hrul tam, pa mogoče ni najbolj cool. Torej, smejte se, dragi obiskovalci, stand-up večerov. Ampak je normalno, nekaj, da ste nekaj živali. Smejte se, ko je smešno in normalno se smejte. Smejte se ali pa se ne. Če smo pa slabi, pa vstam, pa pet ven, ali pa mi fuka nekaj v glavo. Kolikrat si dobil kakšen komentar, ko si se pohecal, pozabaval iz kakšnih znanih ljudi? Enkrat. Aha, samo? A misliš od znanega človeka? Od znanega človeka. Enkrat užaljenega. Pa sem se zamislil. Si se? Ja. Aha, je bila povratna informacija taka, da ti je dala misliti? Ne, v vsaki bi se. Videl sem, da je človek užaljen in sem se potem zelo vprašal, a mogoče ta fora ni bila dosti dobra. Ker so spet pri tistim, zelo lahko je tanka meja med tem, da sem jaz zabaven ali pa da užalim. Da grem na neko osebno noto, ki ni nekomu več zabavna in ki boli. In sem na koncu gotovil, da ne, da je fora res dobra. Se mi je kar zaletel, se bojim naslednje dni spremljati tvoj Instagram, tako da bodi nežen, prav? Ne, prav. Vsekakor nočem, ni moj namen biti željiv. Se mi pa zdi, da... Ampak malo ti je pa fajn, da zbodeš. Itak. Ampak se mi zdi, da poskušam zbosti tiste dele teh ljudi, ki so v bistvu ta persona, ta javni del. Vsa ta javni ljudje oziroma znani ljudje, s katerih sem se norčeval, to ni mogoče. Ne vem, če sem se norčeval, delal humor iz njih, sem se utaknil v neke stvari, ki jih imajo dokaj pod kontrolo, v to, koliko oni sebe resno jemljajo, v to, kakšne neke odločitve so mogoče sprejeli. Ne bi se pa v njihovo osebno življenje ali pa njihovo bolezen ali pa njihovo neko tragedijo. Ne, razen če bi mi to dovolili. Se včasih pri nekem roastanju ali pa ko komiki se med sabo zbadamo, tam se ta standard zelo zniža, kaj je dovoljen. Tam je pač vse dovoljen. Tisto, kar najbolj boli, je pač na tapeti. Je fajn. Ne delaš pa teh. Tudi jaz sem načeloma pristaš tega, ker o tem se ne smeš hecati. Ne smeš o tem tako govoriti. Jaz sem ta pristaš, da mogoče se smeš, če to naj zabava, dokler to človek ne bo mogoče slišal. Zakaj se jaz ne bi o neki... Jaz tako gledam. Zelo neiskreno bi bilo, da bi jaz samega sebe zatrl, da bi se norčeval ali z neke skupine ljudi, ali z neke česarkoli težave, česarkoli, dokler ta moj humor ne poškoduje tistega, ki je del tega. Se pravi, meni se zdi, da privatno se lahko konec koncev šalimo o čemerkoli nam je smešno. Moramo pa zelo paziti, da ta humor ne gre do tistega, ki bi ga to prizadel. Kako bi pa, ne me narobe razumeti, ne enačim to, ne mislim zdaj s tem, da gre za bulanje v osnovnih šolah in zbadanje za stand-up, daleč od tega, ampak spet sva pri tej tanki meji, ko lahko tudi najstniki oziroma še mlajši rečejo, pa se je fora, se je bil heca. Na drugi strani pa lahko tega drugega najstnika pahne v zelo, zelo hude stiske in tako naprej. Pa če sva zdaj spet malo mogoče poučna, ker verjamem, da tudi kakšen mlajši spremlja tale pogovor, kaj bi svetoval tistim mladim, ki čutijo vse, da imajo ta nek zagon, da bi radi bili smešni, da bi radi, ne vem, mogoče zabavali razred in tako naprej.
kaj bi jim rekel, kaj naj pazijo, kje je tista meja pri toliko mladih? Ker verjamem, da jo sami še nimajo čist dobro razjasnjeno. Ja, to je zelo specifična stvar, ker nedolgo nazaj sem neko misel ujel, da sem hotel reči prebral, pa sem tako, pa si res ne bereš. Kaj se zdaj delam finga? Ne moram pa reči, sem videl na TikToku, ker sem jo ujel. Ujel, prišle mi mene. Ja, zaznal sem jo. Fucking na TikToku, ki sem videl. Mogoče sem res prebral. Se berem. Kakšno misel? Nikoli ne vidiš otroka, kaj smešen. Da je tako res smešen, da bi res odigral, da bi res nekaj naredil, da bi res znal imeti minuten bit v neki stvari. Mogoče že dojame neke nianse humorja ali pa mogoče kakšno stvar zamenja, pa črke zamenja, pa besede zamenja, pa naredi kakšen ksiht. Tako smešen opazovalno, se pravi, da bi on sam nekaj opazil in iz tega naredil joke, foro, sketch, pa ne. Tako da humor je intelektualno kar zahteva nekaj, hočem povedati, da sem zelo pameten. Bomo mi to kaj brisali? Ne bomo brisali, vse gre v kosu. Zahteva nekaj kapacitete, se pravi, da to znaš opaziti in dati v neko formo, ki je smešna. Predvsem pa tudi ugotoviti, v čem pravzaprav biti smešen. Zakaj pa nisi ti prej to delal? To sem velika doba. Zakaj pa nisi ti pri 20? Pač nisem imel o čem govoriti, ker sem bil 20 let star, ker sem bil lost, ker sem pač nisem bil čisto normalen, ampak o ničemer nisem imel izrazitega mnenja, nič kaj veliko nisem v življenju doživel in se mi zdi, da tudi za neko komedijo rabiš neke izkušnje. Da jih je bilo premalo. Nekaj moraš se izoblikovati. Zato so pa zmeraj, to govoriva zdaj o komediji, rad bi bil pred mikrofonom pa nekaj delati. Na način, da boš ljudi premaknil verjetno pri 15 težko, ali pa mogoče tudi ne. Lahko pa principe smeha oziroma komedije pa uporabljaš tudi za stvari, ki mogoče niso tako globoke. Se mi zdi, da tvoj originalno vprašanje je bil, kje je meja med tem, oziroma da smeh lahko tudi, oziroma humor tudi poškoduje koga, oziroma sigurno je to ta meja, kjer je humor dosegel nekoga, ki mu ni bil namenjen, oziroma ki je bil humor izrabljen za žaljenje nekoga, oziroma kot orožje. In pogosto to res ni humor, ker humor, če bi bila stvar smešna, ne bi bila žaljiva, ponavadi. Tako da, se humor definitivno tudi v bullyingu, oziroma pod pretvezo nekega humorja se tudi to uporablja. Za mlade, ki bi pa radi začeli, začnite na majhno, začnite z nekimi majhnimi koraki. Ne vem, kaj to je. Mogoče začnite tudi privatno. Ne preveč pričakovati, da bo prehiter vsem všeč. Imejte v glavi, da mogoče še nimate izoblikovane neke te identitete, da sploh ne veste še, kaj bi počeli. Tako da neki majhni koraki, karkoli to je, nekaj probati nekaj napisati, zmeraj to pisanje nasploh je stvar, ki nam, se mi zdi, bi vsakmu mlademu zelo prav prišla, ker ko pišem, hkrati tudi razmišljam in če nekaj zapišem, si tudi svoje misli artikuliram oziroma jih meham po predalčkam. Tako da pisanje in dnevnikov in mogoče nekih stvari, ki sem jih opazil in mogoče dodati kakšno zabavno stvar noter, je sigurno lahko fajn. Pišeš dnevnik? V teoriji. Želim si ga pisati. To je začetek že kar dober, po mojem. Ne, sem večkrat že pisal dnevnik, ampak sem skozi ta tip, ki pa neha pisati dnevnik. Zmer se dobro počutim takrat, kad dnevnik pišem, pa zmer ga težko pišem. Ampak a je ta tvoj dnevnik tak, da so noter že bolkane zapisane ideje o novih skečih in forah, ki jih boš imel, ali gre za dnevnik, kjer ti pišeš dnevniku prijatelju, kaj se s tabo dogaja, kakšni so tvoji občutki? Obe vrste dnevnika imam. Imam ta komični je predvsej bolj polhan. Kot beležka verjetno? Kot beležka, kjer noter mečem vse možne ideje.
in včasih z njih kaj naredim, včasih pa ne. Imam pa tudi dnevnik, ki so pa noter vprašanja, kdo si, kam greš, kaj ti ni jasno v življenju. Pa ja, se mi zdi, da mi pisanje pomaga, pa da so obdobja, kjer to rabim, pa so obdobja, kjer tega ne rabim. In nekako vem, da sigurno pa je pisanje eden od orodij, s katerim se mogoče tisto, ki ste pregovorili, poskušam bolj na eni meji držati, da ne grem čez rob. In so bila obdobja, ko sem si mogel se usesti oziroma uležti in kar nekaj časa pisati, par dni, mislim, s pavzami, da sem neke stvari si malo razjasnil, da sem to Čežano v mislih artikuliral, pa da sem večkrat si zadal ali neke cilje oziroma razložil stvari, ki so se zgodile. Kje je pa tvoja največja Čežana, ki je bila v tvoji glavi? Mislim, Čežana, stvar, ki mi skozi dela Čežano iz teh lepih jabolk tle noter, je itak ta, kva pa hočeš ti v življenju. Pa, kaj je smisel življenja? To je zmeraj neka ta stvar, ki me meče mogoče, oziroma ta vprašanje, ki me meče iz občutka lagodja. Veliko se s tem ukvarjam, pa ne poznam še odgovora na to. Ok, a pa da bi pa samo živel, kot živiš in se sploh ne ukvarjal s tem vprašanjem, to se ti pa ne zdi smiselno? A bi se to mogel vsak vprašati? A kaj je smisel? Ja. Ne vem. Ne vem, če nujno spraševanje o tem privede do odgovora. Dobro. Je tudi sigurno eden od teorij oziroma načinov, s katerim se tudi jaz spogledujem. Pač živi na tak način, da si tega vprašanja ne rabiš postavljati. Se pravi, bodi tukaj in zdaj. Ta trenutek. Ta trenutek. Sej v teoriji, mislim, res v praksi, če to furaš, se ti ta vprašanja ne pojavljajo, ker je pač edini spisal ta moment zdaj. Mislim, verjetno je to seveda predpogoj, da si tudi zadovoljen z življenjem, ki ga ta trenutek imaš, ne? Ker pol se verjetno to tudi malo manjkrat vprašaš, kot pa če... Ja. Sigurno ta vprašanje pride takrat, ko si bolj nezadovoljen. Pa, ko sva na začetku štartala, da imam več negativnih kot pozitivnih misli, mogoče sem jaz bolj k temu naravnan, da nikoli nisem zadovoljen. Čist v resnici. Koliko je pa pol težko, kaj je s tabo tako v privat življenju? Zelo. Ne. Priznaš pa, se to je tudi kar v redu, ja? Mislim, nisem najbolj lahek tip, ali kako se temu najbolj enostavno... Razumem, po kateri plati misliš najbolj lahek? Nisem pa... Težek. Nisem toliko težek. Znam biti težek, sigurno. Predvsem, pa ne tako, da bi imel neko osebnost, ki bi bila težko prebavljiva, ali pa neko prtlago, neko zgodovino, ki me dela težkega zaživeti z njim, ampak so pa moji možgani tako narejeni, da hitro najdejo stvari, ki ne štimajo. In ravno komedija se mi zdi, da je zame eno tako zdravilo, da poskušam te stvari, večjim ljudem sem že to govoril, vsako stvar, ko jo vidiš, o kateri jaz govorim ali po kateri posnamem video, me je enkrat zmotila, me je enkrat šla res na živce. Zato sem se verjeten, se pravi, sem nek podcast, ta tip na tak način govori, to me malo skili, nekaj moram s tem narediti, ta pleše na tak način, moja mat govori tako, ta sosed govori tako. To je nekaj, kar me je tako mečkam zaskilel in potem sem mogel iz tega nekaj narediti. In teh stvari, ki me skilijo, je ogromno. Dobro, imaš vsaj veliko materijala za imam posnet stvari? Je pa pač težko je pa včasih biti ta tip, ki ga vse moti. Ampak ja, jaz imam občutek, da aktivno delam na teh stvarih. Zanimivo. Ne vem, če poznam še kakšnega takšnega. Zblojenega. Ne zblojenega, ampak da bi tako dejansko se zavedal, da ga toliko stvari zmoti. Saj verjetno so, pa pač se tega niti ne zavedajo, pa ne povejo. Pri tebi imam pa tako mal feeling, kot da tudi če te zmot, ti je tako malo smešen, da te to zmot, oziroma da nisi pol zaradi tega
doma za 4 stenami ves tegoten pa zoprn. To se mi zdi, da je razlika. No? Veš, imaš ljudi, ki jih vse zmot, pa so skozi nergači, pa skozi vse narobe. Pri tebi se mi pa zdi, da gre vse to skozi, tako kot si rekel, ta filter humorja in da tudi, če te zmot, boš tudi to doma skomuniciral na mal humoren način, ne pa težaški. Ja, bi kar držalo. Okay. Kar mi je tako pomagalo samega sebe razumeti, je en kolega, tudi komik pa prijatelj, me je parkrat tako psihoanaliziral malo amatersko. Rekel, da sem pač jaz ta tip, ki vidi nek vzorec v nekih stvarih. Večkrat mi je rekel, a si ti zdaj res to opazil? Izmed vseh stvari, ki so se zgodile, ti si najdel to eno stvar, ki jo moraš zdaj pikant in ki boli in ki ne štima. In sem večkrat pač jaz tudi, recimo, pri bližnjih sem ta človek, ki mora v tistem idealu nekaj narediti. Sam tista stvar, to pa ne bo ok. Z tega se da delati komedijo, zna pa biti verjetno tudi to moteče, če se ne znaš samo sprostiti. Sam biti. Ja, in če imam mogoče zase ta občutek, da hitro opazim neko podplast tiste plasti, ki se trenutno dogaja. Recimo, ne vem. Eni ljudje zelo radi sebe, oziroma jaz ne moram sebe zelo resno jemati. Kar se mi zdi, da je po eni strani težko, ker manj verjameš vase, manj se lahko prodaš, ker veš, da nisi en tak paket, ki ga lahko samo nekomu porineš. Po drugi strani pa mogoče ne padeš v neke identitete, ki so lažne. In po eni strani občudujem te ljudi, ki so tako zagledani v to identiteto, ki jo igrajo. Jaz sem pa zdaj recimo psihoterapeutka in zdaj imam jaz to ruto gor in potem govorim, tukaj in zdaj. Ja. Mora biti težko, izkušnje. Razumem vas. Hvala, ker ste podelili. In začnem pojem to identiteto in se zlijem z njo. Eni to znajo in se mi zdi, da je fajn, ker se omejiš in ker veš, kdo si in kaj počneš. Po drugi strani pa ne vem. A je pol na terapiji pri tebi tudi veliko humorja? Ne zmeraj. Kakor pri kom. Pri nekaterih se da zelo pohecati, pa vidiš, da so dojemljivi za to, pa jim to pomaga. Pri nekaterih pa ne iščejo tega. Običajno je humor, se mi zdi, strani terapeuta ne sme biti sforsiran. Je pa načeloma humor, ko se človek zna pohecati za neke stvari, pomeni, da ima nek uvid, da je ravno to, znal je eno plast globje jeti in pogledati to na drugačen način. To je pa cel ogromen del terapije, to, da znaš stopiti en korak nazaj od težav, pa jih drugače pogledati. In tlej je ta korelacija s humorjem. Ja, ker enkrat je en prijatelj, sicer odvetnik, rekel, da če bi doma, ko pridemo v kakšne konflikte ali pa spore, konflikte, ko še ni spor, ko se sam dva sporečeta, da če bi jih znali malo na smeh obrniti, pa če bi se znali iz tega malo kaj pohecati, da bi pol manj hudi konflikti lahko bili ali pa prerastali, ker ponavadi se začnejo zaradi neke mogoče banalne stvari, ki nima veze, pa je v zadnji čist nekaj drugega, ampak če bi zaradi tiste banalne stvari se človek malo na hec obrnil, pa se zasmejal, pa tako naprej, bi mogoče tudi kakšna stvar zvodenela, sicer pa ne. Tukaj mogoče se lahko navežem na to identiteto, ki jo imam in ki jo potem, če jo trdno verjamem, jo moram tudi braniti. Zdaj je to identiteta ali ego ali kakorkoli temu rečemo. In pri konfliktih je pogosto to, da jaz moram se vkopati in braniti te svoje meje, te svoje identitete, kdo sem jaz, kakšen sem jaz, kako reagiram, kaj bom pustil, da nekdo govori, kaj ne bom pustil. Humor je pa lahko ta pot, da te meje majčkeno razrahla, ampak si moramo to dovoliti. Sprav, če se jaz znam pohecati, naredil sem neumnost, priznam, potem moram majhen stopati iz te svoje barikade, kakorkoli, in ta poenostavljeno ego majčkeno prizemljiti. In običajno je to zelo dobra strategija za reševanje konfliktov. Kako veliko Slovencev, torej moških, ima težave z egom? 2004
311. Kaj bi rekel tako kot neka, ne vem, grob pogled, v smislu, a so slovenski moški zelo, bom rekla, tako kot, ne vem, lahko na Balkanu imamo nek stereotip, kako so tam moški in tako lepo in tako naprej. Ali se ti zdi, da se ta meja vseeno pri nas, da je vedno več tudi moških, ki se zavedajo, ne vem, čustvene inteligence, konec koncev, asertivne komunikacije in tako naprej. Ja, tle moramo malo definirati, kaj zdaj pod ta ego malo. Zelo radi operiramo tako poljubno z tama težave z egom ali pa zdaj je ego. Zdaj, čistko, kako jaz to razumem, ego oziroma neka ego je, kaj jaz sem. To je ta neka identiteta, ki jo zavzamem in ki jo potem moram tudi braniti. Kar smo zdaj govorili, se pravi, jaz sem psiholog, jaz sem oče, jaz sem komik, to je ta moj mehurček, jaz na tak način všeč mi je to mi ni všeč. Na tak način komuniciram, na tak način ne komuniciram. To dovolim, to ne dovolim. In to je zdaj ta ograja okrog sebe, ki jo imam. Če se jaz zelo slepo verjamem temu egu oziroma ne znam iz tega majčkeno izstopiti, razrahljati teh mej, da mogoče sem jaz tudi kaj drugega kot samo psiholog, pa samo komik, pa samo karkoli zdaj to je, moški, to je taka zelo močna ego struktura. Jaz sem moški, zato pomeni, da to delam, tega pa ne delam. In če sem v to zelo, kako bi temu rekel, prepričan oziroma če imam običajno izhaja branjenje teh mej, identitete iz tega, da v samem bistvu nisem zelo prepričan v svojo vrednost, v to, kaj sem, v to, kaj želim in potem okrog sebe nagramadam neke te identitete oziroma neke projekcije tega, kar mislim, da sem. In če to moram braniti, potem običajno to branim na način, ki je agresiven oziroma ki je rigiden, ki je trden, ker sem zelo neprilagodljiv, ker jaz sem moški in jaz delam samo na tak način, ker drugače pa nisem moški oziroma sem tisti moški, ki ima rad moške in sem whatever. Razumem. Tako da, ja, težko bi ocenil, nimam občutka, koliko ljudi ali pa zgodovinsko, kako se to spreminja. Tudi nisem nujno pristaš tega, da so te naše identitete nujno tako zelo prepustne, kot jih sodobni časi želijo narediti, da sem pa lahko kar vse. In ja, je to zanimiv pojav in pri velikih konfliktih se mi zdi, je ta ego tisti ključen. Se pravi, marsikaj bomo lažje rešili, če majhen stopimo iz te projekcije, iz te svoje identitete, iz tega, kar mislim, da moram nujno držati. In biti, ne? Biti, ja. Ne morem mimo tega, da te ne bi vprašala, ali imajo prstani na tvojih rokah kakšno posebno vrednost ali so ti samo všeč? Oziroma pomen, ne vrednost. Ja, za te dva definitivno lahko rečem, da imata zelo posebno vrednost. Tale ima en tak zelo enostaven z nekim vozličkom. Ga imava istega jaz pa moja partnerka, ki so ga kupila za par evrov nekje v Grčiji. Namest poročnega? Verjetno. Recimo, da je ta vozil pomeni, da me ima priklenjenega na ketni. Da je trden k skala. Tako. Tale drug mi ga je pa tudi ona kupila, je pa lobanja, v bistvu človeška. Odzmeraj sem nad tem fasciniran, že od majhnega. Ena od zgodb je, da je moja mat hotela, ko sem bil star 4-5 let nekje v trgovini kupiti črno majico z lobanjo, v otroški trgovini. Tega niso imeli, ker so imeli same barne. Tako da sem na tak način delal težave, oziroma ko sem šel k socialni delavki na razgovor za prvi razred oziroma vpis v šolo, tega se še zdaj spomnim, je ona nekaj s fotom tam govorila, meni je pa rekla, Jure, daj kaj nariš. In valjda sem jaz naredil v kosti. In ona je kot ta prava socialna delavka takoj trzala na to, očitno nekaj v tej družini ni v redu. Pa je foto znal razložiti, da je to verjetno zato, ker tudi njega zanima arheologija, pa me je velikrat po raznih razstavah vozil, pa tako me je to fascinira. Načeloma zgodba za tem, oziroma zakaj me je ta
simbol všeč v obliki nakita, je pa ta ideja memento mori, oziroma imej misel o smrti nekje blizu, da pač se poskušaš včasih spomniti, da res nas vse čaka na koncu smrt in da nam to more postaviti perspektivo. Da veliko stvari, zaradi katerih vse mogoče sekiramo, ni toliko zelo pomembnih v primerjavi s tisto zelo grozno stvarjo, ki nas na koncu čaka. Mogla sem se pa dotakniti tega, ker je morda res nenavadno, da nekdo, ki ni hud metalc, nosi... Kako pa ti veš, da jaz nisem hud metalc? Ne deluješ mi kot hud metalc. Ne, hud metalc nikoli nisem bil, sem pa tudi metal poslušal. Imaš pa rad metal glasbo? Ja, imel sem včasih lasedo, tako. Bolj sem bil rocker, no, ne toliko metal. Ja. Heavy metal. Snena jakna. Pa. Iron Maiden, Metallica, kaj tazga. Pa si pa rekel zdaj pa, ker sem pa gospod terapeut, je pa prav, da... Ne, že na srečo sem prej to rekel. Sem rekel nekje srednje šole, zdaj pa dost. In to je ena od stvari, ki jih staršem zelo zameram, da me niso enkrat usedeli, rekli, Jure, nekaj ti moramo pokazati. In bi vzel ogledalo, bi mi ga dal pred ksiht in jaz bi se verjetno zjokal od groze. Ne vem, zakaj so mi pustili, da sem tako hodil v krog. Z dolgimi lasmi. Ampak se verjetno si želel. Verjetno ti je bilo to všeč. Kaj da bi se postrigel, če bi ti rekla, da se moraš postrižiti? Ja. Imaš prav. No, vidiš. Tako da bod vesel, da sta te podpirala, ne glede na to, kako si izgledal. Se zelo to cenim, ampak zdaj, ko za nazaj gledam, pri dolgih laseh bi pa res lahko malo zategnila. Se mislim, da ima vsak od nas kakšno obdobje v svojem življenju, katerih fotografiraje ne pogleda. Definitivno. Jure, hvala za obisk. Zelo sem se imela fino. Mislim, da bi lahko midva še veliko klepetala, pa da jeva pustiti kaj še za drugič. Najlepša hvala za vabilo.